Živja! Dobrodošli v prvem videoblogu spletne trgovine ProArtPens. Moje ime je Dolores in bom vodila današnji blog. Kaj boste pa izvedeli v teh videoblogih? Podali vam bomo koristne nasvete, ki vam bodo v pomoč na vaši risarski poti. Izdali kakšne trikce in male skrivnosti, s katerimi boste lahko bistveno izboljšali svoje slike. Za vas bomo testirali in predstavili tudi najnovejše karandašove izdelke. Mogoče za začetek in zelo na hitro, da se predstavim, kdo sploh sem. Torej, kot sem že povedala v začetku, moje ime je Dolores, stara sem 28 let. Že dobrih 7 let se ukvarjam z risanjem portretov po naročilu, torej sem, bom rekla, risanje izbrala tudi kot svojo poklicno pot. Se pa z samim risanjem srečujem že od začetka srednje šole, mogoče še malo prej. Prav ta leta so mi ponudila ogromno novega risarskega znanja, oziroma rekla ogromno nekih novih izkušenj v risanju. In prav to je tisto, kar bomo tudi pregledovali oziroma obdelovali v prihajajočih videih in tudi današnjem. V glavnem, več o mojem delu, več o moje poti si lahko preberete na www.portret.si, drugače pa se mogoče mi podajmo kar prvem blogu. Evo nas v drugem nadstropju. Tukaj je moj risarski kotiček, kjer nastajajo moji portreti in slike. Torej, obljubljena zadeva, kaj bo tematika v našem prvem videoblogu. Pa pogledajmo. Na kratko, sam uporabljam Tehnograf. Tehnograf so odlični svinčniki. Že samo ime pove, da so dejansko dosti bolj tehnične narave, bolj so, kako bi rekla, imajo zelo lepe linije, no. Bolj so namenjeni mogoče za kako tehnično risanje oziroma za kakšno, ne vem, arhitekturno risanje, ne. Kakorkoli že, samo jih uporabljam pri začetku svojega risanja, ne, ko rabim dobiti zelo točne, lepe, natančne linije. Okej. V drugi fazi, ko pridem na samo senčenje, pa uporabljam tele svinčnike. In sicer to so Caran d'Ache Graph Wood svinčniki, fantastični svinčniki, resnično zelo močen pigment, kar je odlična zadeva, sploh kadar pride do senčenja. Dejansko sploh ni potrebno preveč pritiskati na papir, da dobiš popolno temnino. Caran d'Ache se ponaša tudi z najtemnejšim svinčnikom v svetu, kar je, mislim, da prav Graph Wood serija 9B, in dejansko dobite praktično črno barvo ven. V glavnem, samo uporabljam Caran d'Ache Graph Wood za nadaljnjo senčenje. Če gremo na šiljenje, verjetno poznate sistem. Tole je v bistvu na nek način klasičen šolski šilček. Imamo od zadaj dve luknjice za debelejše in tanjše svinčnike, ga vstavimo noter, ošiljimo in dobimo ven odlično konico. To je ena opcija šiljenja, vendar sama preferiram malo drugačno opcijo šiljenja, ki pa je bom povedala na nadaljevanju. Ok, moj način šiljenja zaobsega alfanaž in pa brusilni papir. Bom kar začela. Tale sistem šiljenja sem dejansko spoznala na tečaju od Nika Anixa in je res odličen način šiljenja. Šiljenje poteka tako, da nastavimo, kako dolgo konico želimo imeti, nastavimo alfanaž in ga v bistvu samo potisnemo in s tem izvlečemo nekak ven pa konico samega svinčnika. Torej, naš svinčnik zdaj izgleda nekako takole. Ok, drugi korak je brusilni papir. Zadeva je zelo preprosta, zelo narahel. Nabrusimo naš svinčnik v popolno špico.
Tako, brišemo. In smo dobili perfektno, in smo dobili v bistvu perfektno konico samega svinčnika. In kar je najlepše pri tem šiljenju je dejansko, da dobimo grafitni puder kot neke vrste stranski proizvod, ki pa ga lahko uporabimo na naslednji način. Tukaj je primer enega portreta, ki ga ravno izdelujem, in sicer na njem bom prav ponazorila, kako sem v bistvu izpeljala tole ozadje. Ponavadi vzamem kar en navaden WC papir, namočim, ali pa pač, kuhinjsko brisačo, namočim v grafitni puder, oziroma ostanke šiljenja in samo premažem površino. Takšen način je veliko boljši, kot če bi recimo uporabljali oglje za dosego tega ozadja, ker se svinčnik enostavno bolj zlije z risbo samega svinčnika. V primeru, da bi želeli še temneje, samo posipamo tale puder in ga utremo v samo sliko. Se pravi, če povzamemo, lahko uporabite takšen šilček, se pravi zelo preprost šolski šilček, kjer boste dobili lepo ostro konico, vendar ne bo zadostovala za preveč dolgo časa. Lahko pa svinčnike našilite z brusilnim papirjem in pa alfa nožem in dosežete takšne konice. In še ena ful velika prednost, ki jo imajo karandaši izdelki, in to je, da tako pri svinčnikih kot pri barvicah so konice popolnoma nelomljive. Pa poglejmo en test, ki sem ga izvedla posebej za vas. Verjetno se vam je že kdaj zgodilo, da ste kupili kak svinčnik ali pa barvico v trgovini. Prvič, ko ste jo hoteli ošiliti, se dejansko skoraj ni več dalo ošiliti. Zdaj, če pogledamo tale dva svinčnika, ki jih jaz šilim na svoj nekoliko drugačen način, v večini ostalih znamk se bo zgodilo, da bo takale konica v primeru, da pade dol, se zlomila. No, tukaj testiramo pri karandaš. Takšna konica še vedno ostane cela. Pa probamo z nekoliko više. Obe dve konice sta še vedno cele. Pri čemer sem vrgla celo 2B dol, ki ima zelo mehko konico in v večini primerov bi se zlomila, pač tukaj, kot sem rekla, se te konice ne zlomijo. Enako je z njihovim barvicam, tudi tukaj vrgla praktično nobene spremembe. Prišli smo do konca našeg prvega videobloga. Upam, da ste odnesli kakšno koristno informacijo in da boste do naslednjič tudi upoštevali kaj, kar smo se danes naučili oziroma izvedeli. Mogoče čisto še, ker je v kontekstu, da povem, kako se karandaš izgovori, se izgovori karandaš in kaj pomeni. Karandaš pomeni po rusko svinčnik, tako da imate sedaj novo rusko besedo v vašem slovarju. Hvala za enkrat, če imate kakšno vprašanje, nam ne pozabite poslati, drugače lajkajte ta video, če vam je všeč in ga šerajte med svoje prijatelje. Čau!